In dobrošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulmen in danes bom naredil spet nov video za YouTube. In sicer bom naredil reakcijo na pesem od Baka Prase Fox Voodoo. Toto pesem so že ljudje rektali pred kakimi meseci nazaj, pred 5 meseci, 6, 7, nekateri so celo zdaj naredili reakcijo. Pa sem se odločil, da bom jaz tudi med njimi naredil reakcijo. Na koncu tega videa bom pa še odgovoril tudi pol na vprašanje na Q&A, ki ste mi jih zastavili v skupnost na mojem YouTube kanalu, pa gremo kar si pogledati ta spot, pa ga malo pokomentirati, pa da vidimo, kako se mi zdi. Malo si dam na glasom. Volela bi to, volela bi to. Moji prsti klize po njoj, prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noć u gradu, nisam svoj. Miris je... Ok, na začetek se mi zdi kar tako zanimivo, rečemo. Prvo en moški z lasuljo v mestu hodi, pa neki tam popoje, zanimivo res, ampak ponovadi taki spoti niso tvoji ponovadi, ampak drugače je kar zanimivo tole. Poj si ti neki med travo, pa neki poješ, pa hodiš in tak dalje. Gremo dalje pogledati. Koše podsjeća me na Dior, mala je u gasu, samo juri modu, glumi višu klasu, da se oči bodu, isprazni mi kasu, lagano u hodu, crnom donje vešu, Barbie zapali mi sobu, ljubim njeno telo, ten karamelo, ima 100 stepenikov. Edin, kar mi je fajn v tem spoti je, da se snema na da se snema na različnih postajah oziroma na različnih mestih. To mi je super v spotu, pa melodija je zelo fajna, pa vzadi tisti bas je tudi zelo fajni, pa malo mi je pa čudno, zakaj imaš poleg moškega z lasuljo, pa zgleda skoraj tako ženska, dobesedno. Drugače je pa kar zanimivo. Gremo dalje pogledati pa Sauri je vrelo, na njoj svetlineo, baš to sam hteo, svake noći crne pare trošimo na belo. Moji prsti klize po njoj, prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noć u gradu, nisam svoj. Miris njene koše podsjeća me na Dior. A znaš da te ne bih varala, možda sam pred tebe šarala, samo s tobom ja sam prava ja, sa mnom nikad nije ulalala. Što si u čudu, znaš me ludu, baby to je voodoo. Neću tugu, zašto bum bum, neću da čujem za drugu. Ej, baš se je okej, mislimo na isto, pogledom hipnotišeš. Ej, zoveš me od nje, dragi, ovu moju ljubav ti ignorišeš. Ne gubi vreme, sad zovi drugu. Pa tudi edit mi je vmes zelo fajn, tudi ko se malo tak, ko prav tak, kao da bi neki pač švignalo mimo, oziroma tak, malo se ugasi, pač da se tak vmes tak efekt naredi, to mi je tudi fajn v spotu, da se prav efekt na vsake par sekund naredi. Gremo dalje pogledati. Jer si na neču troši sve te pare, a ja sam ludo što te puštam da me ostaviš sa strane. Moji prsti klize po njoj, prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje lutam noć u gradu, nisam... Zanimivo je to, da je skoraj na 2 mestih večkrat snemano. Na travi je snemano velikrat not, pa na tam, pa v mestu, pač tak, da je po temi vidim, da to snemano pa zjutraj očitno, pač tak popoldan. Res, ful zanimivo, gremo dalje pogledati. Miris njene koše podsjeća me na Dior. A znaš da te ne bih varala, možda sam pred tebe šarala, samo s tobom ja sam prava ja, sa mnom nikad nije ulalala. Što si u čudu, znaš me ludu, baby to je voodoo. Neću tugu, zašto bum bum, neću da čujem za drugu. Ok, spot se mi zdi kar zanimiv, edino. Pač prejšnji spoti, ko si jih posnel, so mi bili malo bolj zanimivi, pač več se je dogajalo, ko pa v tem spoti bolj kot ne. Je pa kar zanimivo, da je to kratek spot, 2 minuti 14. Ponovadi so spoti 3 minute dolgi, vse 2 minute so tudi. Meni je osebno kar všeč spot, videlo ga je že kar veliko ljudi, če pogledam na primer
Da vidimo, koliko ljudi je pogledalo ta spot. Ta spot je pogledalo okrog 1,7 milijonov ljudi, pač ogledal vsega skupaj, 156 000 lajkov, pa 14 000 dislajkov, veliko. Bil je pa pred 6 dnevi posnet, torej je to tako pred enim tednom. Jaz sem sicer malo zamudil s to reakcijo na spot, ampak sem se odločil, da bom kar zdaj posnel pa objavil, da ne bom potem zavlačeval za naslednje dni in ja. Zdaj gremo pa kar na Q&A. Približno pred kakima 2 dnevoma nazaj, ali kdaj sem vam pa jaz dal, da mi pišete vprašanja za Q&A video, pa sem se odločil, da vam bom odgovoril tudi jaz na vprašanja. Pred 2 dnevoma sem sicer dal zapisati vprašanja, pa gremo kar na vprašanja, pa da vidimo, kako vprašanja ste mi kaj zastavili. 5 komentarjev je bilo, bolj malo vprašanj, ampak je kar v redu za na konc videa, pa gremo kar pogledati, pa odgovoriti na vprašanja seveda. Prvo vprašanje je od Dark Eje Toha. Igraj Roblox brez besede, mogoče. Jaz sem se odločil, da bom ali pa ne bom igral Robloxa, nisem še čisto 100%. Te bi mogel potem še poleg kakšen gaming kanal narediti, samo meni pa gaming ni neki blizu, rečemo, bolj so mi tati vlogi, pa to rektanje na kakšne videe, pa to mi je bolj pač zanimivo. Če bom pa kdaj imel kak gaming kanal, bom pa seveda sporočil, tako da ja. Gremo kar naprej na naslednje vprašanje od Jakoba Javornika. Koliko časa že snemaš TikTok? TikTok že snemam 8 mesecev. Letos, konc marca sem začel s TikTokom in ga že imam toliko časa in pač sem kar že uspešen. Drugače imate pa moj TikTok afnadomzi kulmen, če kdo hoče lahko pogledati, če kdo noče, ni treba pogledati. Pa ja, gremo dalje pogledati. Elektro Žiga je od naslednjega vprašanja, a boš kdaj naredil gaming kanal brez mogoče? Imam namen, da bi ga naredil sam, zdaj ne vem, kak bi imel ime kanala pa tak dalje, prvo bi si mogel ime izmisliti in vse tak dalje naprej. A bi ti, če bi te Jerry X Gamer povabil v Botcraft, kaj bi naredil? Ja, špilo bi zraven njega normalno igro, pa kaj že, pa pač kaj gradil pri njemu, kar bi mi seveda naročil v Minecrafti, pa tak dalje. Gremo kar na naslednje vprašanje od Jakoba Javornika, spet, zakaj si se odločil začeti YouTubeom? Zaradi tega, ker pač takrat, ko še ni platforme TikTok obstajala ali pa kakorkoli, me je veselilo osebno pač to snemanje videov, pa tudi od enega iz šole me je navdušil nad snemanjem YouTubea. On je tudi snemal vloge in take stvari in take zanimive posnetke in potem sem se še jaz odločil, da bom začel in pač sem rekel, ajde gremo probat pa da vidimo. Gremo kar na naslednje vprašanje in tudi zadnje vprašanje od Blaškota. Ali gledaš hentaje? Ko je to hentaje prvo? To kakšna risanka? Drugače ne poznam, ko je to. Ali rad rišeš otroke? Otroke niti ne včasih, ja, drugače pa bolj ljudi, pa portrete ljudi, tih odraslih, pa to bolj. Včasih tudi kaj druga, kakšne logotipe, pa kakšne like, pa tak dalje. Ali supportaš LGBT, nimam nič proti njim, so tudi ljudje in tak dalje. Samo imajo pač svoje navade in tak dalje. Drugače pa nisem neki tak. Pač nisem tak, da bi jih neki zelo supportal. In ja, nimam pa nič proti njim, so tudi pač ljudje in tak dalje. Gremo dalje pogledati, če še kako vprašanje očitno ni več. To bo to za ta video, upam, da ste mi uživali v tem videu, ne pozabite ga lajkati in se subscribati na moj YouTube kanal, pa napisati spodaj kak lep komentar, pa se slišimo v naslednjem videu. Adio. Imejte lep dan še naprej.